Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke in gledalci v današnjem odmevu tedna na portalu domovina.je. Precej tem se je nabralo v tem tednu, tudi takšnih, ki so dobro povezani z našim današnjim gostom. Lep pozdrav sedaj želimo duhovniku in nekdanjemu vojaškemu vikarju, gospodu Jožetu Plutu. Lepo pozdravljeni. Bog daj, dober dan. Gospod Jože Plut, kar nekaj tem je takšnih, ki je prav, da jih obdelamo z vami, pa mogoče najprej, kako komentirate vse bolj agresivno promocijo LGBT ideologije v šolskem in javnem prostoru, ter dejstvo, da kritika tovrstnih vsebin pogosto naleti na obtožbe sovražnega govora? Ja, to je ena taka dolga zgodba, ki jo pri nas in v celotni zahodni družbi ves čas doživljamo. V osnovi je sicer šlo pri teh gibanjih LGBT, se pravi ljudeh, ki imajo posebno, bomo rekla, spolno usmerjenost, za neko zgodbo pozitivno, ker jim je bilo treba priznati neke pravice in jih tudi uzakoniti. Če rečemo pravno temu pozitivna diskriminacija. Dejstvo pa je, da so v osnovi bili in so, čeprav morda zdaj zaradi družbenega konteksta imamo občutek, da je zelo veliko teh ljudi, ki se identificirajo s temi gibanjem LGBTQ+ in tako dalje, ker je kar cela plejada teh, pa gre dejansko za čisto popolnoma drugo zgodbo. Zgodbo, ko želi manjšina vsiljevati določen stil življenja, določeno usmerjenost, določeno tudi spolno prakso, vsem ostalim, bomo rekla, tako nasplošno. In seveda, ker večina teh skupin, ki zagovarjajo, ki spadajo noter, niso reproduktivni. In sam vidim tlele glavni vzgib, če rečem, želijo širiti možnost, kako bi preko tega nabora pridobivali nove člane in podpornike. In to se mi zdi, da je glavni vzgib tema. S tem, ko to trdim, seveda nimam nič proti temu, če so nekateri ljudje drugače spolno usmerjeni, jih spoštujemo, imajo pravico živeti, ampak vsiljevati pa večini in seveda začeti pri otrocih, ali še osnovnošolskih, ali še nižje v vrtcih, je pa zgodba, ki nekako nima nobenega pametnega, naravnega, demokratičnega ali kakršnega koli drugega temelja. Ker vemo, da otroke treba vzgajati v ljudi, in to so dolžni starši in seveda šola. Šola v bistvu v tem kontekstu pomoč staršem ali pa podaljšek. Zato, da se otroke vzgoji v ene samostojne, enkratne ljudi, tudi v skladu s spolom, ki ga imajo, naravnim, da bodo konec koncev, ko bodo odraščali, videli to zgodbo. In vsekakor ne moremo takih stanj podpirati. In so in žal še bodo. In seveda vidim tudi tako, ko gleda človek malo zgodovino, da so vse taka početja so zelo kratkoročna, ker prej ali slej se obrne na kontra takim držem, ki so tako eskalantne in tako vsiljive, kot je sedaj to početje, ko vsiljujejo dejansko otrokom v naši šoli. Bom rekel, drže in navade, ki niso v skladu z našo tradicijo ali pa željo in usmerjenosti, bom rekel, večine prebivalstva. V minulih dneh smo videli, gospod Jože Plut, parade ponosa. Ali so te še izraz boja za pravice ali bolj politično orodje za ideološki pritisk na večinsko družbo? Mislim, da je to drugi del vašega vprašanja, potrjuje to, kar dejansko je v naši družbi. Veste, tudi ko se pogovarjam z ljudmi, ki so recimo istospolno usmerjeni, če govorijo zdaj samo o teh, večina od njih se nekako ne identificira s temi paradami. Se zavedajo svoje usmerjenosti in v bistvu nekako nasprotujejo tem. In sam te parade ponosa ne gledam v tem smislu, da gre za boj ali pa za uveljavljanje pravic skupin ljudi, ki so tako usmerjeni, ampak v bistvu za uveljavljanje vse večje možnosti v družbi, kako bi bili ne samo prepoznavni, ampak imeli vse, ne samo privilegije, kakršne ima večina prebivalstva, ampak še večje, še bolj priznane.
ker saj mislim, da sodobna družba nima nobenih težav s priznavanjem tega, ne. In bi bolj imenoval te parade, ne parade ponosa, ampak če naj mi ne zameri nihče, bolj parade napuha, ne. In mislim, da nisem edini, ki tako misli, morda si mnogi ne upajo povedati, ne. Gospod Jože Plut, kako pa gledate na nedavno zakonodajo, ki je bila sprejeta v Državnem zboru? Ta dovoljuje umetno oploditev samskim ženskam. Gre za napredek pravic ali za spodkopavanje naravnega razumevanja družine? In seveda to bo še financirala, če bo šlo čez tudi država, torej vsi davkoplačevalci, a ne. Prvič gre tu dejansko za redukcijo pogleda na človeka, ne. Na človeka sploh, potem moškega in žensko, ne. Vsi vemo, kako je v naravi, kakšna je osnovna funkcija moškega, če tako gledava tudi spolno, kakšna je osnovna funkcija ženske, a ne. In zdaj v bistvu se moške iz tega naravnega procesa podarjanja novega življenja izključuje, in se preprosto iz moškega dela čisti objekta, ki bo na razpolago takrat in toliko, kolikor bo, in seveda odzadaj tudi izginja vloga očetovstva, ne. Saj že poznamo tudi zgodbe, morda ne toliko pri nas, bolj iz še bolj tradicionalno zahodnih evropskih držav, kako žalostne zgodbe se pojavljajo na račun teh donatorskih očetov, a ne, in otrok, ki potem ne vedo, kdo je oče, tudi ne vemo za to, kdo bo donator, a ne. Skratka, gre za čisto izključevanje, bomo rekel, normalnosti, a ne, normalnosti. In mislim, da tukaj kot državljan, kot moški in kot kristjan take zgodbe ne morem podpreti, a ne. Zgodbe so vse povezane, ne. Se pravi, naše vzorce, ki jih imamo, moramo pripeljati do take stopnje, da jih bomo uzakonili in se požvižgamo na vse. Ker to je naša pravica, to je naša dolžnost, a ne. In vsi lahko tako delajo. Predvsem pa gre dejansko zadaj za izničenje človeka, ne. Za izničenje človeka, zreduciranje, konec koncev tudi samih žensk, ki bodo to pravico, če bo zakonodaja sprejeta, šla čez, in tudi njih spravljamo na čisti nivo predmeta oziroma tehnike, če rečem še drugače. Nekako se zdi, da aktualna oblast sprejema te spremembe zaradi iskrenega prepričanja, menite, ali gre predvsem za prilagajanje ideološkim pritiskom določenih aktivističnih skupin, pa tudi mednarodnih agend. Videli smo tako predsednico države kot predsednico Državnega zbora v minulih dneh, ki so bile zelo glasni v podporo vsem tem skupinam. Zanimivo pa je, da pa teh ljudi nismo videli zelo glasnih v podporo denimo ribniškemu županu, ki je bil napaden strani Romov, pa to ni bil edini napad, ki se strani Romov zgodil. Bi pričakovali tukaj nek enačaj, da bi se država enako odzivala, oziroma tisti, ki nam vladajo, enako odzivali na vse te ekscese? No, vašemu vprašanju bi mogoče dodal eno drugo zgodbo, ne, da morda trenutna vlada ne najde drugih skupnih točk, ne, v osnovi za vodenje pri vodenju države, in seveda se potem osredotoči v take točke, ki jih nekdo izpostavi, tudi v želji, a ne, da imajo neka skupna jedra, če lahko tako rečem. Se vidimo, kako je šibka na področju gospodarstva, kako je na področju mednarodnih odnosov, a ne. In seveda odzadaj so še druge agende, a ne, ki jih poznamo, všečnosti, naprednosti, ker danes je moderno take stvari, take razsežnosti podpirati. In seveda tlele so zgodbe na zelo trhlih temeljih, a ne. Omenil ste ribniškega župana, seveda, ne. Poglejte, tudi ko govorimo o državljanih, a ne, ko gledamo nazaj, a ne, če so za nekega duhovnika samo posumili, da je naredil kakšno zgodbo na temo pedofilije ali pa česarkoli ali pa nasilja, ja, on je bil praviloma noter z imenom in priimkom, in to seveda poudarjeno, da je to duhovnik Rimokatoliške cerkve. Če je to naredil en učitelj,
plavanja ali kjerkoli, je bil samo z inicialkami enkrat omenjen, potem, ko je bil sprocesiran, morda še enkrat omenjen, ampak vedno z inicialkami. Podobno tudi, recimo, zdaj so samo državljani, a ne, neki državljani, se pravi, o nekaterih stvarih ne smemo govoriti, jih ne smemo poimenovati, jih moramo vedno oleporečiti. In se mi zdi, da ta načelo enakopravnosti ga bo treba na vseh področjih vpeljati v našo družbo. Ko govorimo torej o državljanih, ko govorimo o verskih skupnostih, ko govorimo o pripadnikih različnih narodnosti, je pač stvari treba poimenovati. Isto je tudi z drugimi zgodbami, ko je, recimo zadnjič mi je bilo všeč, ko je gospod Jančič rekel, kako je problem novinarstva in da ga zdaj ugotavlja, ko se dogajajo tudi recimo nadlegovanja mladoletnic po Ljubljani, a ne. Pravi, in vsi smo vedeli, in smo bili kar tiho, ne, in oblast je tiho, in mi novinarji smo bili tiho. Pravi, in v bistvu smo sodelovali pri tem. A veš, in te stvari bo počasi na področju novinarstva, se mi zdi, pa splošno slovenske javnosti, potrebno imenovati in jim reči take, kot so, ne. Poimenovati preprosto, ne, ker drugače, če ne povemo po resnici, se vedno zakriva in vedno izgubljajo tisti, ki trpijo, ne. Dobro, zdaj je bil župan, ne, ki je neka funkcija, je prišlo v medije, ampak gre tudi za zgodbe drugih ljudi, a ne. Tudi se spomnim starih zgodb, pa jih ne želim o pripadnikih iste skupnosti, a ne, se spomnite Strojanovih, a ne. Na koncu so bili prebivalci Ambrusa in okoliških krajev ožigosani kot nemogoči, v resnici so pa oni tam kradli, izsiljevali ženske, da ne hočem še, in je tako eskaliralo, ampak na koncu so bili samo kot državljani neke druge narodne pripadnosti, ki jih Slovenci hočejo izterjati iz svojih krajev. In skratka, stvari je poimenovati treba, ne? In če ne bomo poimenovali take, kot so, bo vedno kriminal ostajal, ne? In bo vedno zlo ostajalo. In to je za prihodnost naroda zelo slabo, ker v bistvu s tem ne stopamo mi na stran žrtev, na stran tistih, ki so prizadeti, ki trpijo, ampak stopamo mi na stran tistih, ki delajo slabo, ki delajo zločina, ne, in imajo po zakonu iste dolžnosti in iste pravice, kakor mi, a ne. In te stvari bo treba grebsti naprej, a ne. In se mi zdi, da tlele vloga novinarjev je še vedno neizmerno velika, ker je poslanstvo iskati resnico in jo povedati, a ne. In jo povedati, če hočemo, bomo rekli, nek razvoj slovenske družbe naprej. Gospod Jože Plut, v minulem tednu smo slišali predsednika vlade, ki je nekako s prstom pokazal tudi na družbo, češ družba mora stopiti korak nazaj, in vedno je tisto obtoževanje, tudi strani najvišjih predstavnikov države, češ družba je tista, ki deli, večina je tista, ki ni pripravljena manjšine sprejeti in podobno. To poslušamo pri vseh teh ekscesih, ki se dogajajo. Kdo torej ne želi po vaše pogledati resnici v oči, ali menite, da si tudi vladajoči želijo te družbe, ki vpliva na večino, da bi potem pomagala tudi, da se ohrani na oblasti? Zato me spominja take izjave, naj me ne zameri predsednik vlade, na otroke, ne, ko kaj ušpičijo, kdo je to naredil, ne, in potem v bistvu oni drugega pogledajo in takoj vidiš, kdo je to naredil, ne. Ampak on bo takoj rekel, ne, on je kriv, on je začel, skratka, vsi drugi so krivi, a ne, in se izgovarjam, in podobne drže so, to se pravi, ker je zgodba eskalirala, ker gre za župana, ker gre torej, je prišlo tako na vrh, je treba nekaj reči, in seveda, kdo je zdaj kriv? Družba, a ne. Ne, družba ni kriva, kdo pa smo družba in kdo vodi to družbo? In tlele je treba narediti odlične korake. Vsi vemo, kdo ima mehanizme vodenja in moči v naši državi, se je bil demokratično izvoljena vlada, in oni morajo nekaj narediti na tem področju. Oni najprej, se pravi, najprej upoštevati zakone, a ne? Upoštevati zakone, ker ribniški župan je prav tako državljan kot državljani drugih skupnosti, a ne? In pravice so enake. In tlele je treba vzeti uravnilovko, in seveda država ima mehanizme, zato ima tudi ima varnostne organe, ima sodne organe, in če je problem, da stvar ne laufa, je pač treba določene stvari spremeniti, a ne? Zdaj državljanov in večinskih in manjšinskih ne moramo nekam poslati, a ne, izven na Luno. Ampak je torej treba omogočiti, da take pogoje in take predpise, da bodo veljali za vse in da bodo vsi potem odgovarjali na podlagi istih zakonov.
ki bodo enako veljali za vse, ne za mene kot Slovenca in za nekega drugega državljana naše države, ki morda ni Slovenec, ne, je pa član lahko tradicionalne manjšinske skupnosti v naši državi, ampak zakoni morajo veljati za vse in seveda tudi odgovornost, ne, in se pravi posledice. Kršenje pomeni to. In to mora država narediti osnovno zgodbo. Ne. Država ni drugega. Kdo pa vodi državo, pa vemo, kdo jo vodi. Gospod Jože Plut, prihajate iz župnije, ki se lahko pohvali z zelo veliko družinami, pa tudi z zelo veliko večštevilčnimi družinami, kar je izjemno pohvalno. Kako pa gledate vi na vladno skrb za tradicionalno družino, tudi za kmete, za delavce, za zdravnike, tiste, ki tvorijo hrbtenico naroda, a se nekako zdi, da so pri aktualni vladi, tudi pri predsednici države, vse bolj spregledani, tudi spregledani pri političnem odločanju o njihovi vlogi oziroma vlogi v družbi? Jaz sam pogrešam že pri vseh vladah, odkar imamo našo samostojno državo, dejansko urad ali karkoli bi se že imenovalo, ki bi podprt zakoni in tudi s financami, da bi se to demografsko vprašanje slovenske države, ne samo Slovencev, slovenske države, trajno reševalo. Ne? Vsi govorimo o demografski krizi, vsi vemo, da nas je čedalje manj. Tudi ko človek posluša agende, se bolj podpira vse vrste oblike družin, samo to tradicionalno družino, v kateri se pa poraja življenje, iz katere je prihodnost države. Bo kdo rekel, ja, zdaj pa župnik zagovarja seveda župnik zagovarja, se mora zato, ker ima rad ljudi, ker ima rad slovenski narod, ker ima rad slovensko državo, ampak država bi morala delati isto, Sej, kdo pa bo davke plačeval, če rečem čisto funkcionalno z vidika državljana v prihodnosti? Kdo bo davke plačeval, ker pri nas je tako narejen tudi pokojninski sistem, Kdo bo plačeval davke, da bova midva dobivala penzijo, če ni otrok? A veste, čistko pragmatično. In seveda država bo morala naša na tem področju nekaj narediti. Nekaj narediti, da se bo podpiralo številčne družine in tudi tiste, ki bodo ohranjale slovensko podeželje, tudi slovenskega kmeta. Tudi vemo, da v zgodovini je slovenski narod ohranjal kmet, ne meščanstvo. Tudi tisti kmetje, otroci iz kmetov, ki so prišli v mesto, če so se pomeščanili, so se praviloma ponemčili, zelo liberalizirali ali projugoslovanizirali. In da so slovenski narod skozi zgodovino držali pokonci kmetje, kmečke družine, seveda tudi o podpori cerkve in konkretnih duhovnikov, ki so tam živeli in tudi drugje. In prihodnost slovenskega naroda ne bo šla nič drugače. Je treba podpirati tudi slovenske družine in kmeta. Jaz gledam fotografije, recimo v župniji, v kateri sem, v Poljanah, fotografije 40 let, 50 let nazaj, že polovico je zaraščeno teh poranskih hribov. V nekaterih področjih Slovenije še več. S tem, ko ne podpiramo kmete, ko ne podpiramo kmečko družino, da bi to on imel. Se vemo, da na kmetiji so vsi delavci, tudi otroci začnejo od malega dela. Tu imaš tudi pridne državljane vrednota. Kaj bomo naredili slovensko krajino? Bo čez 20-30 let bo samo še gost, iz katerega bodo morda še štrleli na pol porušeni zvoniki cerkva in imeli bomo samo še večje naselje, ali kaj, pa divjačino po gozdovih. In seveda ta divjačina gre vedno bolj proti strnjenim naseljem. Tako da sem vesel, da živim v taki župniji, kjer je, hvala Bogu, še vedno veliko družin, relativno veliko otrok, menda smo med tistimi občinami v Sloveniji, kjer je pozitivni prirastek avtohtonega prebivalstva še vedno, se pravi, raste občina na račun rojstva otrok, ne pa na račun priseljencev, pa nimamo nič proti priseljencev. Priseljenci vedno pridejo tam, kjer je prostor, nikoli tja, kjer ga ni. Tako je bilo v zgodovini in tako bo tudi naprej. In zato je treba podpirati dejansko in kmeta, in slovenske družine, in otroke.
In seveda tudi družine tistih, ki prihajajo, se ne prihajajo zato, da bi uničili Slovenijo, ampak zato, da bi živeli v naši Sloveniji. Seveda jim tudi pomaga, da bodo te družine, ki prihajajo k nam, posamezniki se naučili slovenskega jezika. Zadnjič me je klicala ena gospa, ki je rojena, ne bom povedal, v kateri muslimanski državi, ona že skoraj popolnoma lepo govori slovensko. A veš, da bodo tudi ti ljudje, ki pridejo k nam, se naučili našega lepega jezika. In seveda, kdo je zopet dolžan tukaj narediti, pa dati temeljne okvire in zahteve? Država. Kdo pa državo predstavlja? Vedno aktualna oblast. Človek razume, da za nekatera dela, ko prihajajo delavci, ni treba znati slovenskega jezika popolnoma, ne? Ampak vmes jih je pa treba učiti preprosto in dati možnost in zahtevati. Za beton zalivati, če rečem po domače, je treba samo osnova, potem pa je treba te fante in dekleta, ki prihajajo, spodbuditi, da se bodo učili jezika države, v katerem a nismo ponosni na svoj jezik, na svojo kulturo. Konec koncev na svojo državo. Si primarno je bila ta država, bova rekla, izglasovana na plebiscitu kot država demokratičnega in suverenega oziroma država suverenega slovenskega naroda, ki bo funkcioniral na demokratičnih principih. In zdaj prihaja včasih do take krize, ne, da je nekatere biti že sram Slovenec, veste. Ali pa, da se ljudje sramujejo, pa ne upajo povedati, da imamo Slovenci tudi pravico. In da imamo pravico govoriti z drugimi jeziki, ljudmi drugih jezikov, primarno v svojem jeziku. In da imamo mi tudi pravico pričakovati, da se bodo ljudje, ki k nam prihajajo, naučili slovenskega jezika. To me spominja na enega angleškega časnika, par let nazaj je imel intervju, je rekel, mi smo kot država postali tako tolerantni, in tako široki, da nas je zdaj nenadoma Angležev sram, ker smo Angleži. In se zdi, da gremo v to stanje. In ni to najboljše stanje. V takem okolju je težko biti, tudi tujec in Slovenec. Vedno se dobro človek počuti, ko je v nekem okolju, ker so kolikor toliko jasne stvari, ker se potem do njih lahko opredeliš, jih sprejme za svoje, ali jih pa zavrneš, pa rečeš, to ni moje, grem drugam. In oboje mora biti. Gospod Jože Plut, ali je sploh mogoče pričakovati na tem področju neke spremembe, če ob tem spomniva, da Ministrstvo za delo, socialne zadeve in družino vodi član stranke Levica, potem imamo Ministrstvo za solidarno prihodnost, ki bi prav tako naj vplivalo oziroma nekako pomagalo pri tej demografski krizi, vodi prav tako član stranke Levica, tudi dolgotrajno oskrbo si prilagajajo tako, kot jim je povšeči. Pričakovati neke spremembe, če nimamo neke resne politike. V teh 3 letih vladanja na teh področjih, ki sva jih sedaj omenila, bodi si družinska problematika, bodi si kmečka problematika, delavska, asimilacija migrantov in podobno. Kakšne politike v teh 3 letih, ki bi bila pozitivna v tej smeri, do sedaj nismo videli? Je sploh mogoče pričakovati? Ne, tudi podobno, tudi tako, kot se zastavlja vprašanje, tudi stanovanjska politika. V bistvu doživljamo zdaj, da se odpirajo stanovanjske soseske, v narekovaju soseske, ki jih je začela prejšnja vlada. Sedanje vodeče stranke so pa poudarjale enormno veliko število hiš, ki jih bodo zgradili za mlade družine, kar pomeni, da se zavedajo te stranke, v bistvu vprašanje problematike družine, mlade družine, ki ustvarja nova življenja, nove otroke, samo naredijo pa ne dovolj. Oni v glavnem očitno skrbijo toliko veliko bolj za svojo agendo, kot dejansko za tisto, kar bi morali skrbeti kot tisti, ki so na oblasti. Za državo in za prihodnost države, v kateri bo prostor za vse. Mene ne moti v tem kontekstu ne levica, ne desnica, ker kot državljan sem vesel, da živim v demokratični državi. Imam izkušnjo tudi prejšnje države, ko se je samo govorilo, dejansko pa ne delalo.
Govorilo se je, da smo demokratični, da smo svobodni, da je verska svoboda, hkrati si pa šel, če si bil recimo vojak, ki si šel k maši, si bil pa zaprt, ne? Zdaj, skratka, in zdaj imaš tudi podobno občutek, ne, da nekatere stranke to prakso, s to prakso, miselno prakso nadaljujejo, na zunaj govorijo, to bomo naredili, vse bomo za mlade družine, podpiramo mlade družine, ne govorijo kakšne, čeprav vemo, kakšni bi morali, nekaj mlada družina je. Tako bomo naredili, na koncu ne naredijo nič, ne? In ker jim zmanjkuje časa, torej je treba se osredotočiti pa poudarjati nekatere druge agende, ki sva jih že omenila, ker to je vendar lažje sprejeti, ker imajo večino, ne? Človek bi si pa želel, da zdaj, ko imajo res tako veliko večino, da bi naredili odločilne korake za to, da bi odprli agendo prihodnosti slovenskega naroda in slovenske države, v kateri bodo podpirali družine, ki bodo dajale življenje, ki bodo torej nove državljane vodile v ta svet, ki bodo ohranjale slovensko kulturo, slovenski jezik, slovensko tradicijo, ne da bi se zaprli pred drugimi, in ki bodo tudi omogočali, da bodo vse, ki bodo prihajali v to kulturo, v ta narod, sprejeli iz našega naroda najboljše, iz naše kulture, morda celo oplemenitili svojo, kar je, ko smo Slovenci skozi zgodovino vedno živeli, Si pogledate veliko priimkov v Sloveniji, ki so zdaj slovenski, v originalu niso slovenski, pomeni, da so ljudje k nam prihajali, slovenski narod jih je sprejel, oni so dodajali svojo zgodbo in zdaj so del našega narodnega telesa, In se mi zdi, da taka izgubljena priložnost, kot je zdaj ima ta vlada, da na tem področju ni naredila ničesar, ko bi lahko odprla perspektivo prihodnosti slovenskega naroda, slovenske kulture, slovenskega jezika. In tlele seveda, koliko lahko narediš v tem letu, ne vem, gotovo pa lahko nekaj. V minulem tednu smo videli že nekatera povezovanja političnih strank, tako Demokrati in Konkretno, prav tako se pogovarja Levica o združevanju, tam vidimo tudi težave pri stranki Vesna. Kaj lahko pričakujemo sedaj v teh dneh, se bodo ta povezovanja kar množila? Kaj pričakujete od slovenske politike v prihodnjih tednih? Vidimo, da so odnosi med političnimi strankami precej napeti, tako na eni kot na drugi strani. Seveda, vedno, ko se volitve približujejo, postajajo na en način z enega vidika odnosi med strankami malo napeti, ker se je treba zopet profilirati, Se je treba, ker je treba svoje volilno telo nagovarjati, to je tudi, razumemo, te akcije, zdaj, ko se zagovarja uvajanje LGBT in ostalih prvin v šolo. Po drugi strani pa tudi razumeš povezovanje, Se mora povezovanje. Tudi to, da se nekatere stranke iz levega pola začnejo povezovati, čeprav so se morda v začetku, kakšna Vesna, pa drugi deklarirali kot sredinska levica, ali pa levo od sredine, se zdaj povezujejo, in tudi hkrati kaže tudi to, da so nekatere stranke izpele. Recimo Levica, da se združuje z Vesno ali pa podobno, pomeni konec, ni nas več, Smo sicer na oblasti, nimamo kaj ponuditi, zdaj se gremo samo skrajne stvari, če pa hočemo preživeti na naslednjih volitvah, se očitno moramo z nekaterimi povezati, In tako deluje tudi pri mnogih ostalih, Jaz bi si želel, da bi slovenski narod in vsi slovenski državljani bili res suvereni in samostojni in bi znali stvari presejati take, kot so, da bi res ostalo, če rečemo, v rešetu, če gledamo z tega vidika, ta boljše ostalo bi pa odpadlo, In da bi mi videli, kaj je prav, Zdaj pa velikokrat, kar je zopet seveda politični princip delovanja, gre pa za zavajanje ljudi, Seveda so odzadaj tudi še strici in tete, ki vplivajo po principih moči, ki so si jih nabrali v zgodovini in v sodobnem času, in želijo seveda ohraniti vse to, kar imajo, in kako bodo vse to ohranili drugače, kot če bodo podpirali in nastavljali ljudi, pa če te ljudi imenujemo nove obraze ali pa nove obraze, je čisto vseeno, da bodo stvari tekle naprej tako, kot tečejo, morda z rahlim napredkom, vsekakor pa ne tako. In v tem duhu razumem tudi to povezovanje,
In jaz bi si želel, tako kot so nekatere, pa bom povedal, ne, da bi, če pač imamo tak volilni sistem, kot ga imamo, vendarle za enih 8 let bi pa vpeljal neposredni večinski sistem. Ne. Toliko, da bi se morda stvari malo izčistile, da bi ljudje razumeli, da bi se tisti strici in tete iz ozadja, ki dejansko vplivajo na politiko in na družbo in s tem ohranijo svoje privilegije in vpliv, v bistvu pokazali do take mere, da bi državljanke in državljani razumeli, kaj je treba narediti in kako so volitve pomembne, pa tudi sicer, ne, kako je potrebno iti na volitve, da daš glas. Jaz vedno rečem, ko mi kdo reče, se ne grem na volitve, saj so vsi isti, a ne, ali pa vedno izberejo nekoga, ki ni moj, a ne. Sem rekel, seveda, čim ne greš, izberejo ne tvojega. Se pravi, ni aktivnih državljanov in tle na tem področju je treba narediti velik napor in se mi zdi, da bi vse stranke, desne in leve, morale podpirati aktivno državljanstvo, to se pravi državljanstvo ljudi, ki bodo stvari gledali, jih premišljevali, odločili, dobro podprli, podpirali v času katerekoli aktualne vlade, predvsem pa na volitvah. In očitno pa ne želijo tega. In seveda igra je pa od zadaj neizmerno velika, ker gre za vprašanje moči, o kateri pa morda kdaj drugič bolj podrobno. Omenili ste, gospod Jože Plut, tete in strice iz ozadja, nekako ti vedno prihajajo v ospredje, tudi ob državnih praznikih. Pred nami je dan državnosti. Videli smo tudi nedavni intervju z nekdanjim predsednikom Milanom Kučanom na nacionalni televiziji, ki je bil vse prej, kot bi lahko rekla, pohvalen ali pa celo državotvoren. Kaj menite, da je v ozadju, da se želi nekako vse te dogodke iz leta 1990-1991 razvrednotiti, češ, da to ni bilo nič, da se sedaj poveličuje leto 1945, ko je nastala samostojna Slovenija, nekateri želijo to enačiti leto 1945 z letom 1991-1990. Vas kot tudi tistega, ki je aktivno sodeloval pri nastajanju samostojne države, ki si je za to prizadeval. Konec koncev bili ste tudi zaposleni v Slovenski vojski kot enemu od gradnikov, ki bo državljani zelo upajo. Gledate na to relativizacijo oziroma to izničenje, željo po izničenju osamosvojitvenih dogodkov. No, jaz to pa nisem edini, verjetno to željo razumem. Razumem je v tem kontekstu, da jo govorijo ljudje, ki so v preteklem sistemu bili na oblasti ali pa imeli moč. In seveda to držo ohranjajo. Drža je legitimna, imamo pravico do različnih drž. Problem je v tem pa, ko se ta drža, se upravičujem, zopet absolutizira in dejansko relativizira te stvari. Vsi vemo, da je bil prejšnji sistem enopartijski, komunistični, totalitaren in da je bil potreben velik narodov, kulturni, miselni in še drug nabor, da smo zaključili s tisto zgodbo na področju pravnega prehoda, ker mi smo v bistvu na nek način pravno prešli iz prejšnje države v novo s plebiscitom. Da smo že na plebiscitu s tako absolutno večino izbrali samostojno in suvereno pot našega naroda. Se pravi, sam plebiscit je bil pa plebiscit je demokratičen izraz. Se pravi, smo s plebiscitom, z dejanjem demokratičnega načina izbora izbrali samostojno pot. Se pravi, šlo je za dve poti, demokracijo in samostojnost. In prej ne enega, ne drugega ni bilo. Ni bilo ne več strankarskega sistema, ne demokracije in ni bilo samostojnosti. Tudi vemo, da vsi poskusi in posamezniki, ki so bili po drugi svetovni vojni in so zahtevali ali pa samo omenili samostojno slovensko državo, so bili preganjani. Tudi tisti, ki so bili na oblasti in nekateri pisatelji. Tudi vemo, da v času druge svetovne vojne, da tiste, ki so izrazili zahtevo po suverenosti slovenskega naroda,
so odstranili. So jih imeli za svoje nasprotnike zmagovalci leta 1945. In da tudi to, da so recimo v času vojne, pa nočemo zdaj samo vojno obdelovati, so opevali sovjetsko Slovenijo, tudi pesmi so peli. Kaj bi bili mi? Sovjetska republika, Republika Sovjetske zveze, ne? In baje tudi tisti, kakor zdaj zadnja leta poslušamo znotraj tega narodno-osvobodilnega gibanja, ki so bili bolj za slovensko, so bili vsi odstranjeni, a ne? In kaj imamo torej, kaj imamo potem, a imamo sploh kaj, s čimer se lahko primerja leto 1945 z letom 1991? Čisto nič. Tudi na glavah so zmagovalci niso nosili slovenske zastave. In to je zgodba, ki jo bo treba še doreči. Kveče bi jo lahko usporedil leto 1991 z letom 1918, ko smo imeli sicer nekaj mesecev samo dejansko slovenski narodni svet, slovensko vlado, svojo slovensko vojsko in celo slovenske vojaške kurate, ne? To smo imeli leta 1918, ne vem, mislim, da od oktobra do decembra. Potem pa do leta 1991 tega ni bilo. In nikakor ne moremo usporediti. Jo pa razumem to držo, veš, ker moramo to legitimnost pokazati, ne? Mi moramo pravičiti, ker njim se vse ruši, a ne? Njim se ruši sistema, ne? In zato je treba prikazovati, pisati knjige, snemati filme, vse, ne, kako bi prikazali, vemo pa, da ni, ne? Žalostno je pa, to je pa druga zgodba, da dejansko slovenski narod tudi zaradi zahtev ali pa drž ljudi, ki ste jih omenil, nismo vojne zaključili leta 1945. In to maja. In je nismo zaključili niti junija, ne? 1945. Niti pozneje, ker so še vedno zapirali in pobijali svoje nasprotnike, ne? In je žal še do zdaj nismo, niti letos je nismo zaključili vojne, ko obhajamo 80 let konca druge svetovne vojne. Mi jo še nismo zaključili. Gospod Jože Plut, mogoče ob tem pogled na besedo genocid, pogosto se uporablja v povezavi z Gazo, to je uporabil tudi tako aktualna predsednica države kot nekdanji predsednik republike, sta govorila o genocidu v Gazi. Ko pa govorimo o največjem genocidu v slovenski zgodovini leta 1945, povojnih pobojih, več 100 000 izvensodno pobitih, tukaj pa govorimo samo o zločinu. Veste, spet je to v človeški naravi, a ne? In to naravo znajo nekateri mojstrsko uporabljati tudi na političnem področju. V človeški naravi je težko priznati svojo krivdo, odgovornost, soodgovornost ali pa svoje žlahte, če tako rečemo, politične ali pa kar, ne? In kako izničiš negativna dejanja svoje opcije. Tako da jo spregledaš in poudarjaš druge, ne? Druge, ne? Pri nas se skozi govori o Srebrenici, o velikem zločinu, a ne? In je bil, in genocidu, govorimo o Gazi, ne vidimo pa niti drugih krajev po svetu, ne vidimo recimo podsaharske Afrike. Kaj delajo tam dobesedno masakrirajo kristjane. En dobršen del gre za genocid določenega naroda, določene verske pripadnosti. Podobno tudi še marsikje druge po svetu. Skratka, želeč poudarja drugo, hočejo pozornost preobrniti druge, ne pa priznati, ne? Dejansko pa tako, kot ste omenili, pri nas je šlo po drugi svetovni vojni in že med vojno, je šlo za revolucijo, to je dejstvo, še vedno imamo spomenike revolucijam, še vedno so napisi gor, še vedno so kipi revolucionarjem, še vedno imamo narodne heroje, torej svetnike iz tistega časa, v narekovaju svetnike, ki so se odlikovali ne po herojskih dejanjih, ljubezni do bližnjega ali pa česarkoli boja za resnico, ampak po čem drugem. In je dejstvo, da je bilo po vojni pobito toliko število slovenskih prebivalcev, a ne? Tudi vsa zgodba med vojna in povojna, tam okrog 100 000 je že slovenskih z imenom in priimkov, ampak če govorimo samo o povojni, ne? Šlo je za poboj
političnih in vojaških nasprotnikov iz druge svetovne vojne, pa ne samo slovenskih. Na slovenskih tleh, kot pravite, in to je dejstvo, gre do številke pobitih, tja proti 200 tisoče menda. In živeti s tem pomeni, da dejansko nimamo svobodne države. Zdaj bom malo ironičen, ne? Mnogi ti, ki spregledajo ta genocid in so zmagali v drugi svetovni vojni, so opevali svobodo med vojno in po njej. Ampak ti dejansko nisi svoboden, če stojiš na kosteh pobitih. Ti si suženj. Ti si suženj. In biti tako velik in tako močan, in to bi si želel in bi si privoščil tem ljudem, da bi res naredili korak v osebno svobodo in osebno suverenost in priznali to zgodbo in naredili vse, da bomo te ljudi izkopali, jih dostojno pokopali. In če smo letos ob 80-letnici to zamočili, dajmo vsaj za 90-letnico to zgodbo narediti. Večkrat sem poudaril in bom še poudaril, to bi rad povedal. Pred leti sem gledal en posnetek enega ameriškega veterana, ki so ga pripeljali v Normandijo na Omaha Beach. Tam so Nemci iz bunkerjev kosili zavezniške vojake. In enega nemškega vojaka, ki je bil pa v bunkerju in je streljal te Angleže, oba dva, ki sta preživela. In sta se dobila tam na tej plaži, na tej mivki, in sta se objela. In ta Nemec je govoril v polomljeni angleščini, on je pa tudi pozdravil ga z nemško. In zanimivo, kako se je ta ameriški vojak pisal. Blatnik. Bil je slovenske krvi. Se pravi, Slovenci smo sposobni, zakaj v tujini smo sposobni narediti take korake sprave. V domovini smo vse dostojno pokopali. Naciste, fašiste, rdeče armejci imajo, se pravi, ruski vojaki imajo spomenike in na Žalah in druge. Edino svoje ne moramo. In dokler ne bomo tega naredili, dejansko ne bomo svobodni, a ne tako kot cerkev, zdaj po novem, da bi bili prosti zla. Free of, se pravi, da ne bi greha, ne? In to je edina opcija in perspektiva. In tle bi morali ti ljudje, in takrat bom jaz pa priznal njihovo veličino, vsej polnosti. Ko bodo to naredili, to podprli in naredili vse, zato da se bo razčistilo, vse pokopalo in da bomo Slovenci zadihali, če imamo leva pa desna pljuča, a ne, da bomo z obema pljučama zadihali. Gospod Jože Plut, ob sklepu ne more mimo vprašanja današnjega Odmeva tedna, pogled na mednarodni parket. Vidimo zaostrovanje konflikta na Bližnjem vzhodu. Kako gledate kot nekdanji vojaški vikar tudi na to vprašanje, na to zaostrovanje razmer? Slišali smo celo nemškega kanclerja Friedricha Merza, ki je dejal, da Izrael upravlja umazano delo za vse nas, tudi za Evropo. Kakšen je vaš komentar na dogajanje, ki smo mu priča? Človek si želi mir na svetu, ne, to je dejstvo. Ne. Tudi smo živeli v miru in smo bili hvaležni, pa butne Ukrajina. Ne. Razumeš, 700 metrov stran kilometrov imamo vojno stran, ne, se pravi pod nosom. In rad bi poudaril to, da kot cirkus sama pravi, cirkus se zaveda, da bo nevarnost vojne obstajala, dokler bo človeštvo obstajalo. Ne. In ta nevarnost vedno obstaja. Težko je biti razsodnika, ne? Vemo, da se Izraelci čutijo ogrožene in da se jih neupravičeno napada, ne? In da se je obrnila logika proti narodu, ki je preživel holokaust. Ne rečem, da so popolni, daleč od tega. In da se ima narod pravico braniti, ne? In vemo tudi, kdo jih napada skozi in kdo jim grozi. In seveda grožnja, da bi taki imeli atomsko bombo, je zelo huda. In se je treba malo v tem kontekstu vživeti v Izraelce, a ne? Tudi ko včasih kritiziramo Rusijo, če sem malo tako ironičen, pa Putina, a ne? Zdaj, kaj bi pa bilo, če Rusija razpade?
da ne bi imeli, pa ne zagovarjam agresije, daleč od tega, ker Rusi so napadli suvereno Ukrajino, ki so jo priznali 91. v mejah, ki so jih potem okupirali, so napadli dejansko suvereno državo. Ampak če pa razpade, kakšen šmoren se lahko tam zgodi? To so civilizacije, ki funkcionirajo drugače, kakor mi, pa še mi nismo popolni. Tako da bo res treba delati za mir, ne obsojati, spodbujati, ne videti samo zločine enih, videti zločine obojih, ker imamo možnost kritičnega razmisleka, ker gledamo od daleč, in to je naš privilegij, ker imamo torej mir, in hkrati odgovornost, da gledamo objektivno na te stvari in smo dolžni gledati vedno celotno sliko videti. Ne samo trpljenje v Gazi, ampak tudi Izraela. Ne samo izraelski napad, ampak tudi nevarnost atomske bombe. In če so bili tik pred tem, da bi v parih dneh ali tednih to naredili in potem spustili rakete, pa vidim, da imajo, to se pravi nosilce tega, in vemo, da obstaja realna nevarnost, da nekateri posamezniki to požegnajo, da se to zgodi, smo torej odgovorni in predvsem kot kristjani se mi zdi, da smo dolžni ob vsem tem, kar sem povedal, moliti in delati za mir in videti, ponavljam, videti trpljenje in dogajanje na vseh straneh. In ne samo Gaza, Izrael, ne samo Izrael, Iran, tudi Ukrajino in Rusijo in Ukrajino, tudi Nigerijo, tudi Sudan in še kje druge po svetu. In tako smo v bistvu postajamo nosilci upanja. In če mi odpovedujemo in tulimo v rok, tudi kot Slovenci, kot narod, tudi tisti, ki niso kristjani, pomeni, da so pristranski, in moramo tle korak narediti naprej. In s tem sporočilom upanja bova tudi sklenila današnji Odmev tedna. Iskrena hvala, ker ste si vzeli čas, gospod Jože Plut, in prišli v naš studio. Hvala lepa in lep pozdrav vsem. Naj Bog blagoslovi tudi našo domovino. In lepo praznovanje Dneva državnosti želim. Tako je, oba. In tudi vam želim, spoštovane gledalke in gledalci, lep in pa čudovit dan državnosti. Preživite ga tako, kot bo le najbolje, ob tem pa ne pozabite izobesiti slovenske zastave. To je bil današnji Odmev tedna, ki sem ga za vas pripravil, Alen Salihovič, ki vas ob tem vabim, da podprete neodvisno novinarstvo in se naročite na izdajo tednika Domovina. Vse dobro.